Tole kravo bom enkrat v studio dobil, obljubim. Med Slovenci se je po družbenih omrežjih razširila fotografija 4 policistov, ki ljudi pozivajo, da se udeležijo protesta. Edina težava je, da gre za manipulacijo. Policisti namreč niso pozivali k protestom, pač pa k ogledu naše oddaje. Baje. Ena teorija pravi tudi, da policisti zgolj ugodno prodajajo domač krompir. Kdo bi vedel? Poanta je, da moraš pričakovati manipulacije, če se fotkaš z belim listom papirja. To podobno, kot če se fotkaš z odprtimi usti. Vsi vemo, kaj sledi. Ne moreš, da ji ne bi v usta dal nekaj trdga. Recimo flavto. Ta publika, ej. A ste mislili, da bi rekel penis, kjer je packe? O, moj bog. Ne, to publiko, to. Jaz ne morem delati v taki perverziji. Za razburjenje v naši deželi pa je ta teden nepričakovano poskrbela tudi voditeljica in igralka Zvezdana Mlakar. Brez skrbi, še zmeraj na TV zaslonih. Če bi šla, to ne bi bilo samo razburjenje, to bi bila tragedija. So pa na njenem posestvu našli 52 sadik konoplje. Čeprav gospa Mlakar velja za ljubiteljco alternativne medicine, je vpletenost v gojenje konoplje zanikala. Neuradno naj bi bila pripravljena svojo čistost dokazati tudi z urinskim testom, a le, če lahko tekočino na koncu spije. Na zdravje. Aha, pa še nekaj. Po tej novici imajo njene oddaje kar naenkrat smisel. Zdaj pa k eni najbolj ogroženih skupin zaradi koronavirusa slovenskim gostincem. Zaradi strogih ukrepov je njihove stranke ta teden presenetila vest, da kar nekaj popularnih slovenskih gostiln zavedno zapira svoje vrata. Le dan za gostilno Mencinger je odjeknila vest, da svoje vrata zapirata tudi priljubljena ljubljanska bistroja Kuča. V dolgem zapisu, ki so ga objavili na spletu, med drugim pravijo, da je drugo zaprtje javnega življenja dokončno zabilo žebelj v krsto. Optimizem ob tovrstnih novicah pa je pod vprašanjem tudi pri še delujočih gostincih. Ja, res živimo v čudnih časih. Če sem si za katero stvar mislil, da v Sloveniji nikoli ne bomo ostali brez, so to narodno-zabavne veselice, cerkvene maše in dobre stare gostilne. Zdaj pa tako. Kaj bo naslednje? Kaj bomo nehali primere doma v ulici boljši avto? Kaj se bomo nehali s Hrvati kregati za morje? Da vse ni izgubljeno in da še vedno ostaja upanje, pa nam sporočajo gostinci, ki se na novo normalnost prilagajajo z inovativnimi pristopi. Vrhunski šef Igor Jagodic v Strelcu tako po novem pripravlja 3 ali 4 hodne večerje z možnostjo dostave na dom ali osebnim prevzemom. Pripravi jedi do 95% in potem naročnik postane sošef šefa Igorja Jagodica in dokuha, pogreje. Zanimivo. Jaz si že več let, ne vem, ko prijem zvečer domov, pogrejem špagete, ki so jih psi imeli za kosil. Do zdaj se je tem reklo, da sem depresiven. Po novem sem pa šef. Bravo jaz. Če želijo slovenske restauracije preživeti obdobje epidemije, morajo torej delovati podobno kot IKEA. Dostavijo ti vse sestavine in navodila, ti pa se po 2 urah dela čudiš, zakaj ti je pol stvari ostalo. In predvsem, zakaj tvoj izdelek niti malo ne zgleda tako kot tisti na sliki. Čisto za konec oddaje pa nocoj nimamo odraslih tem, ampak eno in edino izjavo tedna. Torej, postavilo se je vprašanje, ali torej, če lahko odidem na delo in iz dela pridem domov, ali lahko, če storim le prvo, iz dela sploh odidem. Torej, sedaj je jasno napisano, da lahko odidete na delo, da lahko iz dela odidete in da lahko tudi pridete domov. Tako je. Zdaj je jasno zapisano, črno na belem, da lahko iz službe greste tudi domov. Po vsej državi se je namreč dogajalo, da so moški v ponedeljek odšli v službo in ženam rekli, da se vrnejo šele v petek. Vmes so ga pa žingali po garažah. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.